Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Mariborski center Šteker to poletje pripravlja nov program 5-dnevnega usposabljanja za otroke na temo varne in odgovorne rabe zaslonskih tehnologij z naslovom Uštekaj se pametno. Ciljna skupina so otroci med 9 in 13 letom starosti. Pilotna izvedba bo potekala med 10 in 14 avgustom letos v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Prijave so odprte do zapolnitve mest in tudi že potekajo preko spletnega obrazca. Kaj pa so cilji programa Uštekaj se pametno, pa razlaga Tina Dovečar, strokovna delavka centra Šteker. Da v bistvu otroke še preden pride do nekih težav oziroma preden pride do prvega telefona, pripravimo na pametno in varno rabo nekih zaslonskih tehnologij, predvsem pametnega telefona. Torej, da čim bolj poučimo otroke in starše, da ko pride do uporabe telefona, bodo že znali, kako se nekaterim pastem v bistvu izogniti, kako varno uporabljati, v bistvu tudi zdravo, ravnoteženo uporabljati telefon. Ok, odlično. In katere vse teme boste obravnavali v sklopu programa? Od identitete na internetu, torej varnosti, kako si spostaviti pravo varno geslo na nekih spletnih platformah, kako delujejo algoritmi, kako je glede spletnega nasilja, kako se odzvati na spletno nasilje, kaj je to grooming, potem tudi nekaj o kritičnem mišljenju, kako prepoznati lažne vsebine, pristne vsebine, kako je za umetno inteligenco. V bistvu bomo res celostno pokrili vsa ta področja, od tega, kako empatično pristopati k nekim vsebinam, kdaj komentirati, kdaj ne komentirati, katere so tiste pasti, predvsem za otroke, ker velikokrat ne vidijo teh pasti na samih zaslonih oziroma na spletu. Ker je vse tako nareto, da lahko vsakega na 15, tudi odrasle, ne samo otrok. Katera znanja in veščine pa bodo otroci pridobili? Kako si sami nastavijo varno geslo, kako umetna inteligenca deluje, kako algoritmi delujejo, kako socialna omrežja delujejo. Res bomo šli preko tega tudi, da bomo kako komunicirati, kako z starši komunicirati, kako povedati, kaj ni ok, kako se starši pogovarjati o neke svoje uporabe. Da to v bistvu ni neka pretirana protekcija, ampak je v bistvu za njih potrebno, da starši komunicirajo, da starši vejo, kaj se dogaja. Iznašli smo en tak SOS protokol, kaj narediti, če opazimo neko nasilje na spletu. Velikokrat ni težava, da opazijo težavo, ne vedo pa, kaj s tem narediti. In verjamem, da se mnogi ali pa večina staršev sprašuje, kdaj je pravzaprav pravi čas za otrokov prvi pametni telefon. Kaj jim vi svetujete? Obstaja določena starost, ki je primerna za prvi pametni telefon? Starši bi velikokrat želeli, da mi rečemo z temi pa temi leti, je ok. Je pa bolj pomembno, da mi poznamo svojega otroka, da vidimo njegovo zrelost, da vidimo, kako je v bistvu čustveno pripravljen, če ima neko znanje. Tu pa neke številke žal ne moramo reči, da mogoče z njim začnemo uporabljati, da postopno uvajamo zaslone, ne takoj pustimo ves svet, v katerem se bo znašel, bo ogromno nekih pasti, ki jih ne bo poznal. Različni so vsi otroci in tu žal ni nekega recepta, kdaj je ok, kdaj ni ok. Tako, to je torej najbolj varen način, da seveda otroke malo po malo na to navadimo in potem pač svet je taki, da trenutno imajo vsi telefone in tablice in ure in ne vem kaj vse, tako da na neki točki pač se ne morete več izogniti temu, tudi otrok rabi telefon, če ne druga, samo za komunikacijo. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 12 minut čez 13, profesor Križanič, lepo pozdravljen. Dober dan, na to sredo 13. Ne, 15. danes? 15. 15. že. 15. tako. Plača je? Plača je? Ne vem, imaš že? Pa verjetno več ni. Torej, Okay. na danes 15.7. se vračamo skoraj na tanko, ne vem koliko let je to, v leto 82, koliko? 44 let nazaj, ko je na lestvicah bolj v Ameriki kot v Evropi kraljevala Irene Cara in njen hit Fame. To je debitantska pesem iz istomenega filma. Skladba je dobila Oskarja in Zlati globus za najboljšo pesem. Film Fame pa je bil skupaj nominiran za kar 6 Oskarjev in dobil 2. No, brez pa je ostala prav Irene Cara,
ki je filmu upodobila Coco Hernandez. No, kipec je pa dobila 3 leta kasneje kot soavtorici in izvajalki pesmi Flashdance What a Feeling. Kar nekaj povezav je za Donna Summer. Obe sta recimo delali z Georgeom Morodorjem in obe sta sodelovali pri filmski glasbi. Irene je oklevala pri sodelovanju pri Flashdance ravno zaradi primerjav z Donno, ki jo je tako zelo občudovala. No, na ključ je hotelo, da sta obe umrli stari komaj 63 let. Ob izidu leta 80 je Fame osvojila vrh ameriške lestvice, brez uspeha pa je ostala v Veliki Britaniji. Ampak ko so leta 82 začeli predvajati serijo na osnovi filma, seveda z drugimi igralci, se je pesem uvrstila tudi na prvo mesto tudi tam. Iz leta 82 Irene Cara in Fame. Kaj bomo brali to poletje, to smo preverili pri Aleksandri Papež v knjižnici Lenart. Aleksandra, kaj priporočate od kriminalk? Objokovalka Camilla Läckberg. Ste za napeto branje? Skandinavska avtorica nas v 12. delu serije kriminalnih zgodb iz Fjalbake navduši z odkritjem trupla najstnice, ki je izginila pred več leti. Znajdemo se sredi zmede nerazrešenih odnosov. Ponovno sta z nami preiskovalec Patrik in radovedna pisateljica Erika, njegova žena. To poletje vse, ki vas ni strah krvi, ki se pretaka med stranmi, in zločincev, ki zrejo iz besed, k branju vabi Catherine Cooper s poletjivim trilerjem Otok in pa mariborski avtor August Demšar z novo zbirko kratkih kriminalnih zgodb Zadnja večerja pri založbi Pivec. Še vedno pa čakalne vrste beleži tudi Frida McFadden, katere prevodi na knjižne police prihajajo hitreje od poletnega osvežilnega napitka na naše mize. Evo, hvala lepa, Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart. To je samo nekaj predlogov, tokrat kriminalke, še več pa jih bomo med vas podelili čez poletje. Živimo v svetu bančnih kartic in plačil preko telefona, ampak tu in tam se še zgodi, da kam pridemo, recimo sploh na dopustu, na morju, da pa nimajo kartice, ne? Samo gotovino. V redu, greš na najbližji bankomat in plačaš 897 € provizije. Zato so na Zvezi potrošnikov Slovenije pripravili par priporočil, na kaj morate biti pozorni pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini, ker izbira prave kartice in bankomata lahko pomeni nižje stroške. Tako je o tem, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri bankomata, povedala magistrica Nataša Tomci-Jovovič, finančna strokovnjakinja na Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri izbiri bankomata v tujini veljajo enaka pravila, kot sicer veljajo pri izbiri bankomata, ko opravljamo dvig v Sloveniji. Najprej je zelo pomembno, da je bankomat na tistem delu prostora, ki je dobro osvetljen in imamo občutek varnosti. Drugo, kar je pomembno, pa absolutno je, kdo je lastnik tega bankomata. Namreč bankomati so lahko v lasti bank, lahko so pa tudi v lasti nebančnih ponudnikov. Banke v bistvu zagotavljajo preko svoje bankomatske mreže storitve, pri čemer so praviloma stroški, ki se pri tem zaračunajo uporabniku bankomata, nižji kot pa pri ponudniku, ki ni banka. Ok, torej ena je bankomat, kaj pa, katero kartico je najbolje uporabiti? Priporočamo, da se dvig opravi s kartico osebnega računa, oziroma rečemo temu lahko tudi debetna kartica. To je tista kartica, ki jo ima praktično vsak potrošnik v Sloveniji, ki ima odprt transakcijski račun pri kateremu od ponudnikov, in to je tista osnovna, bom rekla, kartica, s katero posluje z sredstvi, ki jih ima na razpolago na svojem transakcijskem oziroma osebnem ali pa celo poslovnem računu. Ok, kaj pa če si na dopustu v državi, kjer uradna valuta ni evro? Ko smo v državi, kjer ne uporabljajo evra, kot je naša lokalna valuta, je pa še dodatno nadomestilo, ki se lahko zaračuna na bankomatu, in sicer govorimo o dinamični pretvorbi valut. Ko dvigujemo gotovino naprimer na Danskem, v tem primeru, če bi se mi poslužali predloga, kot ga sugerira običajno bankomat, da dvignemo z konverzijo, bi v tem primeru se že s strani lastnika bankomata opravil ta preračun v evre. In te ponudniki, se pravi, to so lahko bodisi banke ali ne banke, pri tem, ko opravljajo preračun,
uporabijo sicer menjalni tečaj, pri čemer si pa ta lastnik bankomata vzame še določen pribitek in te pribitki so lahko kar visoki, celo več kot 15%. Tako da dejansko svetujemo, da ko opravljamo dvig gotovine na bankomatu v državi, kjer ni lokalna valuta evro, da vedno izberemo dvig brez konverzije. Se pravi, izbiramo v bistvu dvig v lokalni valuti. Tako, zdaj vemo nekaj več o tem, sicer pa pri uporabi bankomatu ne gre le za stroške, tudi za varnost. Seveda Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da potniki uporabljajo bankomate na dobro osvetljenih in varnih lokacijah. Če zgleda kaj čudno, če je bankomat poškodovan, se veste, kako nastavljajo prek te skenere nekaj gor, rajši ne. Pokličite policijo, pa idite dvigniti nekam drugam. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.